Delovanje te inštalacije je v osnovi, da zaznava te nevidne delce, mione, in jih predstavi kot svetlobne in zvočne impulze. Skratka, svetloba pač pride z ledic, to so dosti močne ledice, ki se prožijo, bliski pa eni taki malo daljši pulzi. Za zvok pa je Tilen uporabil kar elektromagnet, ki dobesedno fizično udari po teh krogih in to se prek žic potem ta zvok prenese še na v bistvu te lesene stene, ki kot nek rezonator celo zadevo še malo ojačijo oziroma pojačajo ta zvok, da ga ne zadušijo, recimo, če bi bila neka stena ali pa kakšen drug material. Zato smo pač tudi naredili te lesene stene, da potem zadeva kot en velik inštrument ima bistveno močnejši pa lepši zvok. Detektorji zaznavajo mione, ki kot nekakšen dež v bistvu padajo skozi na zemljino površje. Nastajajo pa te mioni v zgornjih plasteh ozračja, ko v ta zrak pridejo kozmični žarki. To so pa visokoenergijski, v glavnem nabiti delci, ki prihajajo iz vesolja. Večinoma izven našega Osončja prihajajo in pač padejo oziroma prečkajo zemljino ozračje in tle se zabijejo v molekule zraka. Ko se to zgodi, te kozmični žarki oziroma te delci razpadejo. In ponavadi iz enega tega kozmičnega žarka, iz tega delca rata cela ploha se usuje teh mionov proti Zemlji tudi in zato jih potem v bistvu je tega toliko, da jih lahko skozi zaznavamo približno je tega en delc na kvadratni centimeter na minuto. Začeli smo s Tilnom v bistvu delati na tem projektu že 2 leti nazaj, ko smo na PIF campu naredili prvi tale detektor. Izdelan je po odprtokodnih načrtih iz projekta Cosmic Watch, to je v bistvu fizikalni detektor mionov, razvit na MIT-ju v sodelovanju z enim poljskim inštitutom in oni so pač takrat ta detektor objavili na spletu, se pravi načrte, seznam materialov. No in tako smo na PIF campu 2019 v bistvu začeli probavati, naredili prvi detektor. Smo videli, da dobro dela. In smo že tudi naredili prvi poskus, kjer je v bistvu bil ta detektor v zemlji in so mioni, ki jih je detektor zaznal, prožili tresenje tal. Vsak ta objekt v tej mreži ima noter detektor mionov. Ta detektor pa v bistvu vsebuje scintilator, to je en kos posebne plastike, zatemnjen in z zelo občutljivim senzorjem svetlobe, v bistvu to je fotopomnoževalka,
in ko pride ion skozi ta scintilator, se tam malo pobliskne, zelo šibek blisk je in zato potem ta fotopomnoževalka je toliko občutljiva, da to zazna. Posreduje ta signal mikrokontrolerju Arduino, ta pa pol to zazna, zmeri jakost, si zapomne, šteje, v našem primeru pa pač ta signal posreduje naprej kot električni signal nekemu zdaj ali motoričku, ali elektromagnetu, ali ledici. Skratka, za nas je zelo fajn, da je ta projekt objavil odprtokodne načrte, ker smo dejansko lahko brez težav zadevo izdelali. Pač smo si zdownloadali fajle, naročili tiskana vezja, naročili komponente, zadevo zlotali, zdownloadali smo kodo, sprogramirali Arduino in je zadeva delala. In ker je vse odprtokodno, lahko tudi mi potem to seveda zelo enostavno prilagodimo. Se pravi, da ta signal na primeren način proži neke zunanje efekte. Ta inštalacija, tako kot zdaj izgleda, v bistvu izhaja iz te mreže. Se pravi, mreža je uporabljena in kot struktura, na katero so objekti obešeni, in tudi kot dovod elektrike, recimo, se pravi, te žice dovajajo elektriko, pa tudi nekako spominja na neko mrežo, se pravi, s katero mi zdaj lovimo te ione. Dejansko pa pač površina, ki zaznava ion, je ta 5x5 cm scintilator v vsakem od objektov. Tako da zdaj, če pač pride ion, ki ne zadane detektorja, ga mi ne zaznamo. Ampak itak je teh ionov dovolj, da potem takale postavitev, zdaj tle je 7 detektorjev recimo, čist dovolj dogodkov zazna, da se vzpostavi potem en tak fajn ritem pač za gledalca, da ni zdaj tega preveč ali premalo. Delali smo v skupini, zdaj Tilen je nekako pobudnik, jaz sem mu že pač od začetka tudi pomagal pri izdelavi, izvedbi, pri programiranju, potem so bili še, ne vem, Staš Vrenko recimo nam je pomagal zdaj pri tej izdelavi večjih, Miro Križman, potem smo tudi rabili majčkeno pomoči, ker nekateri niso najbolj delali, pa smo šli recimo do Braneta Ždralota na Elektrofaksu, da je nam ugotovil, kaj se dogaja, da smo popravili zadeve. Tako da ja, mislim, tle je zelo pomemben, da ne ostaneš sam z nekimi vprašanji, ampak da pač se sodeluje z različnimi profili, se pravi umetnik, tehnologi, programerji, da potem več glav več ve, da se zadeve grejo naprej in razrešijo problemi, recimo.